Živijo, ol tukaj, vi gledate, Martin Easy. Jaz tukaj znam Martin, najbolj easy način. Danes bomo šli skozi deljenje ulomkov. Če bi pred 3-4 leti videl ta račun 1836 deljeno 14,48, bi jaz rekel, jaz se tega ne grem, to je čist preveč zame, jaz grem zdaj domov spati in samo pa na starši ne ugotovijo. Ampak, ko sem ugotovil, koliko easy je, me je zdaj nekako sram na to. In ja, čist easy je. V bistvu najprej torej bomo vzeli 1836 in pa bomo samo prepisali. Pol bomo pa tale deljeno spremenili v krat. Vem, ja, čuden. Pol pa bomo ta 24,48 bomo pa čira, čara, fora, štara, hop, salabim in kakadu, se vidi, da počitnice so tu. Ja, bomo pa samo to 24,48 vzeli pa samo obrnili, da bo 48 na vrhu pa 24 na dnu, a ne. Torej, bom to še napisal. 18,36. Zdaj pa, ki verjamem, da večina vas že ve, kako se množi ulomke, ampak tisti, ki še ne veste, takole napišemo ulomek, pol pa potegnemo črto čez vse, pa napišemo na vrhu in na dnu krat, pol pa samo tegale prepišemo, ne, pri deljenju obrnemo. Torej bom naredil 48 na vrhu, pa 24 na dnu, ne. In pol to je zdaj enako. Okej. Zdaj pa to pač tako izračunamo, da najprej poiščemo največji skupni imenovalec, ne, in pol pač število pokrajšamo. Da ne bom glih zavlačeval, jaz sem ga že ugotovil in bom zdajle tudi ga uporabil. Torej, vsa ta števila lahko v bistvu delimo s 3, ne, največji skupni imenovalec. Vsa lahko s 6 delimo, ne s 3, 6. Torej, 36, 18, 48 in 24. Vsa ta lahko delimo s 6, ja. Torej, najprej v bistvu takole naredimo nekaj vrste cikcaka, ne. Najprej prečrtamo to zgornjo število pa napišemo, a ne, 8 krat 6 je 48, a ne, pa 6 krat 6 je pa 36, a ne, to vsi vemo, pa damo krat, zdaj pa še te dve števili prečrtamo, pol pa 18 krat 3, a ne, pač ne, 6 krat 3 je 18, a ne, torej bom dal tukajle 3, zdaj pa tukajle 24 krat, torej 6 krat 4 je pa 24, a ne, torej bom dal tukajle 4. Zdaj pa bom dal jaz kar nadaljeval na vrstico, 3 krat 8 je, torej še vedno tako potegnemo, okej. Pa sem to sedaj napisal, ampak 3 krat 8 vsi vemo, da je 24, a ne, in 4 krat 6 pa vsi vemo, da je, a veste, koliko je 4 krat 6? No, 4 krat 6 je 24, a ne? Torej 24 in če to zdaj okrajšamo, 24 je pa ena celota, a ne? Torej, tale 18,36 deljeno 14,48 je enako 1. Točno samo 1, nič več. Gremo zdajle še na en primer, ki vam bom pa še eno pravilo pol povedal. Evo, sem že nazaj. In zdaj te drug primer imamo pa 25,14 deljeno s 5,28. Vem, da je ta svet videti malo strašen, ampak že spet čist easy je. In sploh pa zdaj, ko znamo postopek, a ne. Najprej prepišemo tegale vrhu, ne. Torej 25, 14 in samo prepišemo in naredimo črto čez vse ulomke. Pol pa spet pomnožimo, to sem tudi že prej napovedal, kako na vrhu in na dnu damo krat, pa najdemo največji skupni imenovalec, a ne. In 5,28 pa samo obrnemo. Čira, čara, fora, stara, hop, salabim in kakadu, vidi se, da počitnice so tu, a ne. Zdaj pa torej na vrhu damo 28, pa na dnu napišemo 5. Zdaj pa bomo to šli računati, a ne. Torej, najprej bomo v bistvu to naredil. 5 vemo, da je 1, a ne, ampak 25 pa vemo, da je 5. Pač, tukaj je največji skupni imenovalec pri 5 pa 25 je največji skupni imenovalec 5, a ne. Tega, ker 5 krat 5 je 25, pa 1 krat 5 je 5, a ne. To je čist easy. In ne rabi biti največji skupni imenovalec enak, naprimer tukaj je 5, ampak pri 28 pa pri 14 je pa 7, a ne. Zato, ker 2 krat tole, ja, 2 krat 7 je 14, a ne.
oziroma ja, 0 do 2-krat, ampak 3-krat, ne, 4-krat 7, a ne, vemo pa, da je 28. Torej, tukaj pri teh dveh je največji skupni imenovalec 7, pri teh dveh je pa največji skupni imenovalec 5, kar pa pomeni, da ne rabita biti največja skupna imenovalca enaka. In to je res, čist res, zaupajte mi. Ok, zdaj pa, to pa vsi znamo izračunati, ampak preden gremo naprej, bom pa še tegale zdaj okrajšal, a ne. Torej bom napisal 5 enin, a ne. Zdaj pa bom pa še tako naredil, krat 4 polovice pa lahko okrajšam na, gante kaj, na 2 enini, a ne. 2 enini. Zdaj pa to samo izračunati, ker nimamo nič več za okrajšati, a ne. Torej, 2 krat 5 je 10, a ne. In 1 krat 1 je pa 1. In 10 enin, če to zdaj pretvorimo v velika števila, ta prava števila, je pa to 10. A ne? 10. Jaz sem pa dobre primere dal, samo okrogle številke. Torej 25 deljeno s 28 je enako 10 enin oziroma natančno 10. Ok, to je to. Upam, da vam je ta filmček všeč. Če vam je bil ga mogoče všeč, in sam še na hitrico grem čez. Najprej te prvega prepišemo, pol deljeno spremenimo v krat in te drugo število pa čira štara, fora štara, obsalobim in kaka dobice da počini samo obrnemo in pol pa pač izračunamo množenje, kaj potegnemo črto še vse in največji skupni imenovalec vzamemo, pol pa samo okrajšamo števila in pomnožimo. To je to, pa se imejte. Pa preden grem, če boste kdaj videli slučajno naš avto, verjemite mi, ne boste ga zgrešili, ker ima veliko nalepko z mojim obrazom gor in slova na Easy, a ne. Mogoče malo pohupite, mogoče pridite malo pogledat, če je kdo, če so tudi samo moji starši, vedno je kakšen urnik v temu avtu, torej mogoče boste dobili urnik. Ali pa slikajte avto, če boste kje bili na poti, pa da se ne boste mogli ustaviti, a ne, pa mi pošljite na moj mail in pol lahko tudi dobite kakšen urnik, samo mi pač date še naslov, a ne. To je to. Vam lepo se imejte. Čau.